Torej, zdaj smo rekli, da bom probal z zavezanimi oziroma s prekritimi očmi pred vami splest vrvico. A ne? Mi verjamete, da je bom? Ja. A bo šlo? Ja. Ajde, adijo, se vidimo po oglasih. Bo kdo še enkrat preveril slučajno, če kaj vidim? Koliko prstov kažem? Ne vem. Koliko pa je? A vidiš moja rahul? Ja, to pa vidim zdaj. Tam bi reče dihu, veš, pa da me slište, a me slište? Ja. Glejte, bom držal tako gor, ker res nič ne vidim, presežem. Velja? Ja. Sprav vzamete šop trave, ga prepolovite, takole, in en šopek obrnete navzdol, ga združite z tem šopkom, a ne? In ga date takole, da pride pol taka enakomerna debelina te naše bodoče vrvice. Je res? Ja. Ok. Potem čutim, da imam tlele, torej moram zbrati en krajši del pa en daljši del. Zakaj to? Kdo ve? Zaradi tega, ker bom to vrvico štukal. Se pravi, bom še dodajal nov material, ne? In če bi to bilo na istem mestu, a ne, bi ta vrvica kaj? Razpadla. Ok? In gremo. Se pravi, ko začnem izdelavo vrvice, vedno uporabim ta gib, da z desno roko, če ste desničari, vrtite stran od sebe, naprej. A ne? Ne kot bi dodajali gas pri motorju, ampak odzemali gas pri motorju, kdor že vozi motora. Ne? Prav, ves čas odvzemamo gas oziroma vrtimo stran od sebe. Pravi, glej, vrtim naprej. Tle preprijemam s tema dvema prstama, da se mi ta vrvica ne odvije, drži. In zavijam. In ko pridem do tega momenta, da se mi tukaj noče več zavijati, vem, da sem pripravljen, da dam lahko že palca skupaj. In se mi tukaj gor ustvari ena taka zanka, katero prijem z vrha in dobim daljši pa krajši čopek. Ja? Vedno, oziroma zgornji pa spodnji, en krajši pa en daljši. Vedno zgornjega zavrtite naprej, stran od sebe in ga preložite čez spodnjega. In se zamenjate vlogi, pol ta postane zgornji in ta spodnji. Prav? Je še mižin tukaj zraven, da ne bi slučajno kdo rekel, da hočem kaj gledati. Tako da res ne gledam nič. Evo, se pravi, vedno zgornjega zavrtimo in preložimo čez spodnjega, zavrtimo in potem pridemo do momenta, ko imamo tukaj, nam zmanjka materijala za naprej. Je res? A vidite, kaj naredim? Vzamem nov material, spet prepolovim šopek, obrnem okrog. Malo predebel, stanjšal. Približno enako mora biti debel, kakor imamo tukaj tole, je? Res? Kako prštukamo? Samo dodamo ta svež material zraven, tako, ga zavrtimo naprej, da postane kot eno, preložimo navzdol in nadaljujemo kot prej. Prav, vedno zgornjega zavrtiš naprej in preložiš navzdol. Bo to šlo? Saj imate specialce, tako da verjamem, da bo šlo. Če gre mene za zavezanje, kako je zaključite? Zaključite tako, da naredite tak voz okrog prsta. Over finger se reče, ali pa overhand, ali pa stoperno. Se pravi, naredite tako zanko, kamor kazu prst, taknete prst ven in taknete začetek vaše vrvice skozi tole luknjico in ta vozo potegnete pol dol do konca te vrvice. Tako, da se vam potem na koncu ne razdre. Ja? Je šlo? Tako, ne? Zdaj bomo še za gledalce povedali, kaj počnemo. Bo kdo znal povedati? Ja, jaz. Povej. Delamo iz trave, iz smrekove korenine in iz smrekove palce. Delamo še vsi drugi otroci. In dragi gledalci, in boste pogledajte, Ranica kar dela.
Stisnite like za Jernejčka, prosim. Pa subscribe, valjda, pa šerite, lajkite. A ne? Evo, se pravi, ogulili smo korenino, vzeli smo eno smrekovo vejo, jo razcepili, odrezali ta del, da dobimo tukaj dva ostra robova in smo potem korenino dobesedno ogulili tega lubja, ne? Ker pač to nas moti. Zakaj? Zato, ker jaz tole vrv lahko potem še dodatno razcepim. Razcepite je tako, da začnete na začetku, poskušate čim bolj na sredini zarezati z nožem. Nož vas bom naučil narediti popoldne. Takole, razcepite in potem zelo pozorno, če boste poslušali, morate gledati, da se vam cepi lepo po sredini to. Zato tudi ogulimo to korenino. Glejte, kako se lepo cepi. In tam, če mi v eno smer preveč zašvenka, da gre preveč v eno smer, moram z drugo stranjo bolj našponati, da mi zleze nazaj na sredino ta razpoka, ok? In ves čas pazim, da se cepi lepo po sredini. Aha, s palcema, torej s kazalcema, pa ves čas stiskate tukaj, a vidiš, da se lepo kontrolirano to cepi, da ne gre prehitro, prosim. Vse ni problem razreti vrvo, ne? Važno, da znaš nazaj spleti. Na sredini, tako da moram v to smer, evo, potegniti, da mi zleze nazaj razpoka po sredini. Vidimo? Sprav na začetku smo imeli koliko metrov vrvi? En meter. Zdaj bomo imeli koliko? In če še to razcepimo na 2, to pa to na 2. Boste videli, koliko to je močno. Se bom potrudil. No, tukaj bo pa težava, ker je ta grča na pol. Zdaj smo dobili 4 zelo fleksibilne vrvice, sprav jih lahko ovijete, kar hočete delate z njimi in bi prosil, če lahko poskusite strgati to. Zdaj, če jo strgate, ne jo lonče mu probajte jo strgati. Pa pazite, da ne boste se poškodovali, prosim vas, lepo vas prosim, ne se poškodovati. Probajte samo povleči, ne? Ja, ko si jo tako zalomo, a ne? Strgi jo normalno. Ne, samo povlečo. Povlečeš, da vidiš, koliko drži. Ne, tako ne moš, če jo povlečeš, ne gre. No, pa to ti govorim. Vlada delo deformiraš, a ne? Ja, koliko sem vas je obesil gor? 4. To je koliko kil? Vsak po 30, na vsaki strani je to 60 kil, pa 60 kil je to koliko? Ja. Pa je pukla, ne? Malo premajhna osmička, oziroma bi bila kar taka velika kepa, tako da bom zvil takole. Smo pokazali, da delamo ves čas osmico, a ne? Čas delamo osmice in to pol ni šans, da se nam vrv zaplete, kot ste videli, je šla potem gladko iz tega koluta lepo dol. Ko končate, samo primete takole nekje na sredini, naredimo tako pol zanko, jo poveznete čez in zategnete takole na sredini. Enako, druga in še tretjo za vsak slučaj, res močno zategnete. In še tretjo čez.
In potem poiščete še ta konc, ki je tale. In če zvežete še ta dva skupaj z ambulantnim vozlom, a ne? Prav, takole, takole, takole. Imate vrvico lepo pospravljeno. Lahko jih imate 100 takih. Vsakič, ko boste rabili tako vrv, pa boste lepo samo prijeli in stresali ostale dol, pa se lahko v pravnem stroju cel teden. Pa se ne bojo zapletli. Zato, ker sta oba konca zvezana. Ne vidim nič. Kako mi je ime? Ne bom vedel še. To je pa lepo. Ne vem. Samo ne mi udariti po nosu, prosim lepo. Kaj? Ne vem. Ne vidim. A lahko zdaj pokažem, kako se napne sredi noči, ko vas ujame torej noč in morate zasilno postaviti bivak, ker se bliža recimo nevihta. Vi ste pa brez žgalnika, brez svetilke, kaj še? Torej brez telefona recimo, ne? Brez vsega. Brez načrta. Brez načrta tudi, ja. Torej, bomo pokazali, kako se to reši. Torej, nekje na enem mestu ste obstali recimo in potem lahko s pomočjo... Umakni se, stran, Se umaknete. stran od drevesa. Še. Prosim, da greste stran. Zbor 2 koraka nazaj, 3. Kje je zbor? Točno slišim, kje ste. Pravi, na ta način poiščemo drevo, a ne? Kaj pa če medveda v gost udariš? Kaj če? Kaj pa če medveda v gost udariš? Če medveda v gobec udara, kaj bi bilo pol? Kote bi požuril za malce. Ko bi ga poljubil? Slej bi ga slišal. Slej se bi te ono. Nič ne sanjajte kaj tacga, no? Ite ga zavohaš. Slušajte, a bi zdaj vi, prosim, bili pozorni na to, kaj jaz počnem, ali... Jaz to že znam. Jaz sam hočem pokazati, kako je, ko znate dobro vozle delati. Se pravi, ko jih delate z zavezanimi očmi, pomeni, da obvladate vozle. A jih znate tako, kot jaz? Pol pa prosim, da ste tiho. Kdo govori še, no? Tole bom za nalašč dal na posnetek, zato da vidijo starši, kako se obnašate do mene. Za nalašč. Evo, a vidite, kako ne spoštujejo moje dobre volje, da vam to pokažem. Jaz to znam, jaz lahko takoj neham. A hočete, da neham? Ne. Ne vem, zakaj so starši pol plačali za to. Da se norca delate iz mene, ali kako? Ali lahko spoštujete to? Zavezane oči imam, slep sem, dajmo reči, na rokovajih, a ne? Nič ne vidim in prosim, slišim pa vse. In točno vem, kje kdo je. Ja? Ker govorite. Če bi bili tiho, ne bi vedel nič. Ja? Bo mir? Ja. Ali ne bo? Dobro. Zdaj začnemo z začetnim vozlom. Tole je konec vrvi in to je nadaljevanje vrvi, kot vidite, ne? Konec vrvi damo okrog drevesa in lahko pridemo spodaj ali zgoraj. Kaj želite? Spodaj. Spodaj pridemo pod nadaljevanje vrvi in konec vrvi ovijemo okrog samega sebe nazaj. 3-krat. 1, 2, 3. Pa še 4 lahko, evo. Dobimo tako zanko in ta vozel drži, bolj ga vlečete, bolj drži. In se zdaj s celo težo naslovno na njega. Drži? Drži. Kako ga sprostite? Ja, čisto enostavno, lejte ga lahko premikate gor pa dol, a ne? Ga lahko hitro razvozlate, to bom pa na koncu pokazal, a ne? Da smo malo hitrejši. Tako, in zdaj moram poiskati še drugi konec. Kaj?
drevesa, ne? Moram pazi, da ne bom koga resno. Naprej, še naprej. Ja, a lahko mi dovolj, kaj pa če bi bil sam? V zboru ste tiho kot? Ste res? Niste, ne, čist. Evo, sem pri drevesu. Moram smekca, ne? Prav nekje 1 meter pred drevesom naredim tukaj na štriku kaj? Kdo ve? Kašen? Alpinsko zanko. 3-krat ovijemo okrog roke, pridem od spodaj, zagrabim sredinsko vrvico, naredim tako manjšo zanko, lahko bi tudi večjo, tako čez rame, boste videli zakaj. In grem pod obema vrvicama nazaj, kamor kažejo moji prsti na tej roki. In dobimo tako zanko, ki se imenuje topovski vozel ali alpinska zanka. Se pravi, kjerkoli na vrvi lahko naredite tako zanko, ki ne potuje po vrvi nikamor gor dol. Ja? No. Tako, pridemo z vrvjo okrog in potegnemo čez kaj? Malo vrvi. Stalo me ne zanima zdaj, kaj je tam dole, ne? In zdaj, ko začnem vleči, kaj dobim tukaj, čez to zanko? Kako? Škripec. Drži? Ja. Kaj je škripec? Lahko se premika, pač. Kaj je škripec? Kdo ve? Zakaj uporabljamo škripec? Za dvigovanje težkih stvari. Pa kaj še? Pa tudi za napenjanje mogoče, ne? A je tako? Zdaj ga rabim trenutno za napenjanje vrvi. Ok, zdaj sem je malo popustila, se pravi napnem do konca, kakor lahko, in potem sem z 2 prstama tukaj stisnem. Evo, z 2 prstama držim celo napetost te vrvice. Drži? Tukaj naredim tako štirico. Ne vem, če vidite, palec imam v trebuško štirice, tukaj je pa repak te štirice. Ta repak, ga vidite tle med tema 2 prstama, zdaj ga gor držim. To je repak, to je pa trebušček štirice. A ga vidite? Potem naredim tako, da dam ta repak štirice čez trebušček štirice in zategnem in je končano. In je zadeva ostala napeta, a ne? Drži? Je? Se kje sprostila? Zdaj, da se nam tole ne podre, torej ta vozel, a ne? Da vidim, da se je malo razrahljala ta vrvica, moramo kaj narediti? Še enkrat našponati, a ne? Tako, sprav, zdaj se bi to podrlo načeloma in smo rekli, še našponamo. Okay. Vzamemo štorš, nataknemo noter v zanko in zategnemo, da se nam ne bi kaj porušilo, ne? Testiramo. Ima. Zdaj bom pač pokazal, kako se pleza čez vrv, ne? Pravi, splezate čez, date nogo čez, jo zahakljate tukaj z drugim delom, torej z gležnom. Z gležnom desne noge morate biti na tej strani, ne na tej. Jaz poznam en drebo, ki je tako razkaljona.
Se uležete gor, iznej samo malo, prosim. Se uležete gor, lahko tudi glavo date gor in počivate, a ne? A vidite, ta noga mi visi dol, zato da lovim ravnotežje in kad se hočem premakniti, dam nogo k sebi in se potegnem gor po vrvi naprej. Se dvignete in greste. Ja? Ampak se ne upam. Okay. To je zgodba. No, a ste videli, kako sem šel lepo čez? Ste začel snemati? Je. A? Ja. Okay. Zdaj bomo tole še podrli. Pokažem kako, se pravi pridete, če boste na hitrco pobegati iz placa, ne? Vzamete ta storž ven iz zanke, potegnete za vrv, evo ga, in zadeva podrta. Ne? Zadeva podrta, razdrejemo še tole pinsko zanko. Vsak voz se da takole lepo zalomiti, da ga razrahljamo. Vidite, čeprav sem s celo težo visil gor, sem ga zdaj zelo hitro razvozlal, oziroma razrahljal in ga zdaj tudi, evo, tudi zelo hitro podrem. Evo, ga ni več. Poiščem še drugi konec vrvi. Smo rekli, da se ta voz zelo hitro da podreti, ga samo potegnemo in končano. Voilà. In še konc. Malo. Ko končamo vrv, spet prevlečemo. Zakaj? Zato, da preverimo, če je vrv cela, da ni kaj zapletena, da ni kakšnih vejc, kamenčkov, česarkoli. Vidite, kako imam roko. Vse občutite pol. Takole fizično morate pobožati celo vrv, da vidite, če ima kje kakšne poškodbe, vozle, kot sem že omenil. Evo, je čista in zdaj bomo zložili. Spravi, kako to naredim? Naredim dva raztežaja in dam vrvico okrog vratu. Stegnem levo roko in tam, ko gre vrvica dol, gre tudi nazaj gor, na tisti strani. Da bomo malo pecalo. Može i... Kaj mi hočeš povedati? Ko ti daš zdravniki, če si zlomiš roko? Ok, ko to zaključim, če se vse prav naredil, mora biti vsi fili takole narazen, ne sme biti nobenega kropca takole povezanega, vidite? Ja, je enako? Potem snamete to dol iz vratu, date približno na polovico. Je? Približno je. Tole stisnete gor, naredite take zanke, stisnete gor in poiščete te dve vrvice, ki greste dol. Kdo govori? A pridete vi pokazati? Kaj govorite? A pridete sem? Na moje mesto boste vi pokazali? Ne. A je lahko tišina? Ok. Samo eden lahko naenkrat govori, če ne se ne. Razumemo. Trikrat ovijete gor proti roki. 1, 2, 3krat, a ne, smo rekli. In potem čez te zanke vtaknete te dve vrvici, naredite še eno tako zanko in poveznete čez vse te zanke. Takole, in jih spet poiščem te dve, ki sta najdaljši, a ne, in zategnete. A vidite? Ste še tukaj? A vidite?
Prav to, ker je takole zavezano, lahko delate, date v pralni stroj, pa se ne bo nič hudega zgodilo, ne bo nič razpadlo. Pa tudi če je cel dan v pralni stroj se vrti. Potem date to čez rame, od spredi prekrižate, takole, od zadaj prekrižate. In zvežete spredi z ambulantnim vozlom. Fajn je naredite, da imate tudi kaj. Naredite lahko takele večje mašence, recimo, če želite, in jih zatlačite potem tole od zadaj. Vse to, kar štrli stran, zatlačite od zadaj. Zakaj? Zato, da se vam ne zatika čez grmovje in imate lepo vrv pospravljeno. Evo, zdaj pa je konc. Vsak vzame en kos, prosim, jaz sem vzel dva. Dajte še v eno vrsto. V vrsto pa eno. Ne zbiri, samo z eno početi. Jelenova kita si rekel? Ja, Iz repnega dela? ja. Aha, iz repa. Tole je pa v bistvu fake sam, a ne, kaj ga je en od našega mentorja sin naredil, kaj ga je več tednov delal. A ne? Zakaj je fake? Ni fake, to je ta prava konica. No, je sam, niso pravi ljudje naredili. Ja, seveda. Ja, pa zelo dober, lomljenc. Zelo dober se je mogel potruditi. Iz spirita pa imam pa klene še... Grem lahko na večer. Ja, seveda. Ne sprašujte me, če greste lahko, samo poveste mi, da greste, prav? Pa imam pa še iz kosti, ne vem čistočen, kjer je trnk. Bra. Hudo. A vidite, kaj se da vse narediti? Fantastično. Zelo dobro si se pripravil. Evo ga, naš specialc. Glejte, vrv. Kako vam gre? Dobar. Ajde, kdo bo hitrejši, daljša vrv, tista zmaga. To je to. Zelo dobro. Če vam je vroče na soncu, se umaknete v senčko, lahko, a ne? Da vidimo, kako gre drugi skupini. Emily, si ti začela? Ja, sam... Aha, si. Tako. Sam... Zakaj proti sebi zavijaš? Kaj ti je tako lažje? A si levičarka? Si, a nisi stran to? A si levičarka? Ne, nisem. Ja, ampak po nas desno stran zavijemo, zdaj ti glih obratno pride. A ti bo tako lažje? Nič ni hudega, nič ni še zamujenega. Vi pomagajte, prosim, da bo tako stran od sebe. Pa tako, ja. Fantastično. Tako, zdaj pa skupaj palce. Evo, ja. Primeš iz vrha. Tako, zgornji, spodnji del. Tako. Ne počujem pa nastane, ker zdaj ne morem. Ti je čuden? Ne Tako je morem. prav, tako je prav. Kako? Ja, nisi prav zanke naredila. Čak ti pokažem. Dajte še po travo! Alo, še po travo! Pa če vse nekaj še ja, pa pol tega šalja. A ti moraš pa držati tukaj? Ja. Koliko je dolga, a? Kako ste dobri, poglej to. Bravo, bravo ekipa. Kako gre pa tukaj? Zdravo, živijo. Like pa subscribe. Aha. Like and subscribe to our channel and follow for more. Follow for more. Kolegi, dajte pomagati na nek način, ne sedeti z rokami v žepu, a ne? Ker če ne, boste imeli krajši vrvico, kot ostali, ne? Pa ti 5, ja mi imamo 7x več. Tukaj je metulča. Ajde. Še 10 minut, tako je, ja? Fantje, grem pogledat za travo. Prvaken si ti. Rabam še kaj trave. Bravo. Wow, tle pa dve pletete, bravo, zakon. Super. Najdu sem obitega pajka. Je že bil Mrtev je že bil, ne? Že umrl. Je že bil mrtev.
Živijo, mami. Zdravo. A bo še kdo starše pozdravil? Jo. Ne pogrešamo vas, je rekel. Kaj tazga? Zdravo. Super. Še kdo? Adijo. Fajn se imejte starši, a ne? Ja? A se imate dober? A? Uživate? Super. Top. Punce, ste v redu vse? Punce, ste vse v redu? Bo? Šmoran bi v redu včeraj? Kaj ste mi ga kradli, ej? A? Kako eno porcijo? Koliko ste ga pa že prej pojedli? Eno? Eno porcijo pa še eno? Aha, no, pa pošteno. Ok. Evo, zdaj bo prva skupina prinesla svojo vrv, pokazati, da vidimo, kaj ste spletli, in pa seveda tudi druga skupina, kar prosim. Samo 2 bo dovolj. A hočeš, čakaj. Ja, raztegniti bo treba, seveda. En ne gre na konec, hvala. Hvala lepa. Počasi, da zdaj ne staraste. Počasi. Pejte v zbor ostali, samo 2 ste lahko pri vrvi. Ta prvi pa ta zadnji. Kar da ima obel sem. Kar potegnijo sem, pojdi pa nazaj. Kje bomo štart? Obe vrvi se tukaj začnejo, začetek vrvi pri meni. Ja, morajo držati v roki, pa je napet pol v zraku. Gremo ostali nazaj v zbor. Marija sveta, poglejte to. Napeti morate. Sprav se ne sme strgati, poglejte to. Zdaj peti še malo nižji. Takole levo. Da se enako. Napni. Ožbej, napni. Še nazaj pet. Tako ja, dobro, ti pa močno drži zdaj tukaj. Evo, pokažemo. Poglejte zdaj to. Poglejte, kaj so to naši specialci sposobni narediti v 1 uri. Kaj rečete? A še približno zmerimo, koliko je to dolgo? Kaj rečeš? 15 metrov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 metrov. Odlično. Odlično, bravo, en aplavz za prvo skupino, ki je zmagala v izzivu pletenja vrvi. Zdajle pa gremo še eno igro, ki se imenuje vzhod, zahod, a ne, sever, jug, oziroma sever, jug, vzhod, zahod, a ne? Ok? Ste pripravljeni? Bomo povedali pravila, pa se gremo za nagrado, ok? Ok, zdaj pa sonce, hvala Bogu, posel. Kako pa vem, da je enkrat zmagala? Enkrat spet zmagala, ne? Poglejte, enkrat dvojka ima do tukile dolgo, mi jo imamo pa do tukile. Do tere črtice. Bravo. Odlično. Enka! Je! Zmagala! Odlično! Vedno poiščite ta del, ki je takole, ima tole noter vrvice dve, vidite, da not potekajo vrvice. Ok? Ena je tukaj in ena je tukaj. Goreno? Potem vzamemo ta del, ki je spodnji del, ga zataknemo tle čez tole zanko, oziroma čez tale obroček, evo ga. To je zato, da se nam potem ta šotorka ne vleče po tleh.
Če pa želimo se maskirati, pa lahko odpnemo, pa imamo pol še noge pokrite, ne, če bi želeli. Tukaj imamo na eni strani 3 gumbe, na drugi strani imamo pa 3 zanke za te gumbe za 5. Sprav, kadar si tole namestimo, vedno primete za... Kako? Takole, ne? Se pravi za prvi gumb pa prvo zanko in si pač tole rupnete takole čez ramena. Se bo spet skril? Lahko se skrijem, če želite. Ja, pa ti bomo pa iskali pol. Ajde. Zmenim. To je Harry Potter, tisti plašč. Se bo skril Ja, zdaj. gledajte, tukaj imamo, se pravi prvi gumb smo zapeli, potem poiščete tole vrvico, ki je tukaj najnižja. A ne, smo rekli sta 2 in si še z vrvico dodatno zategnete okrog vratu, da vam to ne bi skakalo sem pa tja. To pride bolj kompaktno potem. Prva vrsta malo počepne, da bojo še ostali videli. Prva vrsta si človek. Se pravi, tole zapnemo, smo rekli. Vidite, tukaj še tretji gumb zapneš. In potem imamo tukaj ob strani še, kaj? Rokav. Tukaj je ta gumbek, ga odprete, a ne, odpnete in imate roko zunaj in roko zunaj. Imate lahko pištolo, lahko imate puško, lahko imate, delate kar hočete in ste, kaj? Pod streho. Kaj mi še manjka? Kapuca. Prav, kapuco pa samo takole čez vržete, čez obraz, se pravi, lahko bi se tudi čez zakril, ne, če bi se hotel zakamuflirati. Drugače pa samo enostavno takole spodvihate tale rob gor, takole na lepo. A vidimo? In poiščete spet vrvice od kapuce, to so pa te 2 tukaj gor. In zategnemo, imamo kapuco pripravljeno. Je res? Zavežemo na mašnico in smo pod streho. Če bi ful močno lili, pa spet lahko še obraz lahko malo tako naredimo, a ne? Da imam še malo čez, ali pa čez čelado, ali pa ne vem, odvisno kaj imaš na glavi, ne? Pa lahko narediš malo še, a ne? Strekce, da ti glih po nosu ne pada. V redu, ne? Če se hočem, sem rekel, zamaskirati, samo spustim še tole dole, ne? Zdaj pa se obrnite vsi tja proti temu šotoru, prosim ne gledajte nazaj, pa se vam grem skrit, pa mi boste poskušali najti. A velja? Ne gledajte nazaj. Hej, se obrneta, tukaj, ne kukati. Ok, še malo počakamo. Ok, lahko se obrnete. Stoj! Ustavi se! A ga kdo vidi iz tukaj? Ne, ustavi se, ne hodi na travnik. Ja, vidim, no. Ja? Ja. Ne hodi na travnik. Ja, rekel. Daleč se pa ne vidi kako enostavno, ne? Ja, ko se premakne človek, a ne, se izda. Ker ga telo zazna, torej zazna gibanje in je takoj težava, ne? Vsi smo na severu, gremo na jug. Ne smete po šotorki hoditi. Kdor bo šel po šotorki, bo izločen in kdor pride zadnji, je izločen. Sodnik bo gledal, budno, z budnim očesom in jih samo izločaš. Ok, gremo na vzhod. In ste obrnjeni na vzhod, kdor bo obrnjen proti... Lega, kdo hodi gor, kar pokaži. Ene papoče, ja, ti si izločen. Tvoje papoče sem videl gor, ja. Kar pedi. Ven? Ta je še poskusna.
Čakaj, no, kako, kam si obrnen, kolega? Proti severu? Gremo na zahod. Kolegica Jaka si padla gor. Gaja. Žal si izločena. Ja, Čestitam na sodelovanje, ampak tako. tako je. Gremo na zahod. Vsi, ki ste zdaj tekli, ste izločeni. Ste že na zahodu? Ste izločeni, vsi, ki ste šli vsi na vzhod. Kar pejte vsi stran. Kar pejmo. Vsi, ki ste bili zdaj tam, ste izločeni. Kar več vas je bilo. O, sem tlele vas jih je parih ostal. Pejmo. Kar tja, V senco, lejte, Žan, da se premakne, da gre vseh tep. na jug pejte. Kar umaknite se nazaj, prosim, da se ne boste nastavljali. Vsi Žanu, prosim. Da ste v senci, prosim, lepo. Ja. Gremo na zahod. No, kar pejte. Gremo na sever. Kolegica, stojiš gor, izločena. Žal, kam? Tja greš. Gremo na sever. Gremo na vzhod. Ja, kolega, zadnji si. Žal. Gremo, ne. Malo spremlji. Gremo na jug. Pohodila sta ti v Nike, pa ti kolega sta pohodila šotorko izločena. Ne, se sem povedal kdo. Gremo na jug. Gremo na... Ne rabiš, zaradi tega, se nisi šla nikamor. Gremo na sever. Gremo na vzhod. Kolega v črni majici je izločen. Zahod. Sever. Jug. Dobri ste. Vzhod. Ja, Emily. Zahod. Ja. Sever. Ja. Jug. To je še poskusno, vseeno, ne, da veste vidva. Ja, kolega, žal. Čestitam za poskusno zmago. Upam, da boš v drugi tudi zmagala. Gremo vsi na sever. Igramo za zapestnico preživetja. Kdor bo zmagal v tej igri, dobi zapestnico, si jo zbere, barvo in tako naprej. Kdor bo v štartu stal gor na šotorki, je tako izločen. Vsi ste obrnjeni proti... Kam? Proti severu, tako. A lahko poravnamo, prosim, malo šotorko. Tako, ja, da se vidi. Ok, super. Smo pripravljeni? Gremo vsi na sever. No, kar pejte. Kar izloči se. Greste za Žana, prosim. Gremo na jug. Kolegica, glih ti, ki si prejle zmagala, si pohodila šotorko. Žal mi je. A še kdo pohodil šotorko? Tisti ste avtomatsko izločeni, pa tisti, ki pride zadnji tudi, ja? Ok, gremo na jug. Kam si se obrnil? Izločen. Ja? Kar, če ste se obrnili proti drugim. Ja? Tako. Gremo na zahod. Kdo je prišel zadnji? Ja? Žal mi je Juš, ja. Gremo na zahod. Kar izloči se. Gremo na vzhod. Ti si pohodila. Lahko prosim, zaveži si, seveda.
Počakamo sekundico, da se kolega zaveže, da ne bo kje padel. Si? Odlično. Gremo na vzhod. Kar izvolite. Treba poslušati, kolegi. Bog vam je dal 2 ušesa, pa 1 usta, smo rekli, ja ne? Gremo na vzhod. Gremo na sever. Kolegica Roza. A, ti si, ja. Izločena. Gremo na... Kam si ti, kolega, obrnem? Proti zahodu, slučajno? Izločen. Ne ti, Jernej. Nisi te... A ja, pa si tudi izločen. Pošten. Bravo, lej, pošteno. Gremo na vzhod. Kolega s klobučkom izločen. Zadnji si prišel. Gremo na vzhod. Gremo na sever. Gremo na jug. Video sta pohodila, ti v modrih, pa ti v papučah si pohodil šotorko. Ja, žal mi je. Ti tudi? Ja, žal. Žal. Ne pohojati šotorke, če ne si avtomatsko zločen. Jaz sem to gledal, kdo bo pohodil. Vi pa ostali gledajte, kdo bo zadnji prišel. Prosim za tišino, da me slišijo kolegi. Gremo na jug. Gremo na zahod. Ja, kolegica v rdeči, ločena. Gremo na vzhod. Ja, kolegica, kam pa si ti obrnen, inštruktor? Kam si pa ti obrnjen? Oj. Je že v redu, nimaš kaj. Gremo na sever. Kolegica, ja. Ti pa tudi, ja, si se dotaknil. Rekli smo, da se ne dotikamo. Žal mi je, pač ampak nekdo mora izpasti, ne? Gremo na sever. Gremo na vzhod. Dobro, gremo na jug. Žal, izločena. Gremo na jug. Gremo na zahod. Kdo je bil zadnji? Ja, zločen. Gremo na sever. Ja, ajda, žal mi je. Gremo na vzhod. Kolega v črni majici, ja. Gremo na vzhod. Gremo na jug. Umaknemo se, kolegi, prosim, tle mačka nazaj, zato da bo imel... Pejmo nazaj še malo, zato ker jih ne ujamemo v kadar. Ej, bom jaz povedal, a lahko prosim... Izločen si, evo, če ne bom miru. Poslušajte, pejte prosim nazaj, kaj ste prilezli sem? Za mano stojite, lepo prosim, da imajo oni prostor, da lahko stečejo mirno. Lejte jih. A se lahko umaknete, prosim, malo nazaj? Lepo prosim. Super. Evo, tako da imajo oni dovolj prostora zdaj. A ste ready? Gremo na jug. Nisi šel nikamor, dober si. Gremo na sever. Ja, glih ti, kolega. Ja. Žal. Gremo na sever. Gremo na zahod. Gremo na vzhod. Gremo na jug. Ja, kolega v rdeči majici. Gremo na sever. Kolega z modrimi hlačami dolgimi. Ja. Gremo na sever. Lej, spet za mano. Lejte jih. Takoj, lej, kot podrepne muhe. Pej, nazaj, prosim vas. Zato, da me ne bojo zbil. Gremo na sever. Gremo na jug. Ja, kolegica. Gremo na zahod. Gremo na vzhod. Kakšna borba. Gremo na vzhod. Gremo na zahod. Emily, sorry. Gremo na jug. Gremo ti
Bravo, bravo. Gremo na sever. Jej! Bravo, gospod Rebel. Čestitam. Izbral si bo zapestnico, barvo. Pred kosilom, prosim, mi boš povedal, kaj boš, kakšno barvo in to je to. Poglej to. Vesel. En aplavz, prosim, za zmagovalca. A bi mogli to pomenoviti, mislite? Jaz sem tako videl, da je res orang na basu. No? Nisem videl. Žal sem samo njega videl, kaj je padel. Žal, lej. Poglejmo posnetek, a ne? Ja, kaj to pomeni? Ja, te poglejmo posnetek. Ja, pa kdo je bolj se dotaknil šotorke? Ja, ne. On se je bolj. No, če so se oba dotaknila, se je en zagotovo bolj, ker se je še zvrnil na njo. Ok? On se pa ni. No, tako da, lej, ne moramo zdaj kar ponavljati. Kar sem rekel, ne moramo zdaj besede požreti. A ne? Že čestitev samo in ne moramo zdaj spreminjati stvari. A ne? Ok. Kam gremo? Na Lise. Odlično. Kakšna je nagrada, če si prvi gor? Zapestnica preživetja. Tako, odlično. Poglejte ti to vojsko. A je vroče? Kaj? Vroče vam je? Mene pa zebe skoraj. Imamo to? Boste kje pozdravili? Ne pogrešamo vas. Ne pogrešamo vas, je spet rekel. Živijo. Dober dan. Kako ste? Super. Napad na lisec. V koloni po 2 in ne po 4. Ajde, gremo. Se pripravljate? Da bomo se dol spustili za nazaj. Tamle po desni strani, ja vidite, ob robu gozda je steza dol, pa po tem travniku, da je odprto dol. Ja, škoda, ker kdo bi ga pa kidal v tej vročini. Res škoda, da ni snega, ampak ne vem, kdo bi ga kidal zdaj. Ha? Ta je pa dobra, ne? Tako daš v spodje, pa se dol spusti. Ja, vse bi ga bil vesel, sam ne bi si mi ga dal zdaj kidati, ker je to vroče. A ne? Ja? Pa če ne imel že narejeno stezo. Ja, sej. Pomot. A je naporno tle po ravnini hoditi? Ha? Like pa subscribe. Čelo, stoj! Priključimo, dajmo, zašijmo luknjo. Kar pokaži. Ba lepo je napni. Aha. Super. Super. A je naporno tle poravno hoditi? Ha? Čelo, stoj, čakaj. Priključite. Živijo. Živijo. Kako je? V redu. Ne bo samo tako majhen. Dober dan. Dobar dan, tudi vam. Živijo. A bo v četrtek poroka ali ne? Ne bo? Sam vprašam. Bomo jutri še enkrat vprašali, prav? Gremo še malo, pa se začne napad na lisec. A prav? Gremo.
Pripravljeni? Pozor. Zdaj. Napad na lisec. Ja? Še ni več dolg. Si se povedal, kaj je cilj igre, da moraš pozvoniti na bukvici pod... Kdo je zmagal? Pridi sem. Čestitam. Hvala lepa. Nimam s sabo zapestnice, dobiš... A kaj si bo zbral? Zapestnico. Zapestnico. Dobiš, ko se vrnemo, pred večerjo, velja? Razumem. Zmenjeno. Počitek, da še enkrat pozvon za gledalce, da vidimo, kako je to odlično. Evo. Zmagovalce lahko na klop usede, evo. Super, pa se malo odpočimo, malčka. Pa vam pa še povem, kaj vidimo tule naokrog. Prečudovito pokrajina, pol Slovenije skoraj vidimo tle. Tako da je zakon. Tole je vasica Radlek pred nami, tole slivnica, 1114 metrov od morske višine. V zadju se vidi vrh nanosa, ki se imenuje črni oziroma suhi vrh. To je tale v sredini puklček, ki meri 1213 metrov nad morjem. In pol kasneje se pa še vidijo tam na koncu na levi strani. Pardon, ne bo se videlo. Se vidijo pa še oddajniki gor na nanosu. Potem imamo naprej tamle javornike. Tole so javorniki. Potem imamo strugo Cerkniškega jezera tukaj spodaj. Potem imamo tamle Križno goro, spodaj pod njo je Križna jama, potem imamo tamle Snežnik, 1796 metrov meri nad morjem, potem je tukaj vasica Studeno, tamle je cerkev svetega Janeza Krstnika in potem imamo tamle še Blošček, ki meri 1062 metrov in pa Županšček 1032 metrov in zadaj Racna gora oziroma Patkino brdo, kakor je reče domačini, ki meri pa nekaj čez 1100 metrov. Tako je, evo nekako, na kratko za gledalce. Kakšen dan. Jaz bi še rekel, on je prvi prišel do hriba, zato v bistvu bi lahko zmagal, sam ni vedel, da bo zmagal. To so na njega naredili. Čakoš bi ti bil prvi tle gor? A? Ne, zadnji. Se pravi, ti si bil prvi, da si sodil, kdo bo prvi. A ste razumeli to? Se pravi, on ni tekmoval zdaj z vami, ampak je prišel soditi gor. A? Kaj pa to? En aplavz, prosim, za Ožbeja. Se pravi, prvi je pretekel gor, se je odpovedal nagradi, zato da bo pravično sojeno. Kaj pa to? Dobro, ne? Vsaka čast, bravo Ožbej. Čestitam specialci, evo, to so moji specialci, to sem ponosen na vas, res. Živjo! Mislim, ja. Živjo smo rekli, ne? Še enkrat je ne povej, ponovi. Evo ga, zmenjeno, prejeto. Zihar bo gledovati, a? Tati. A bo? No, super.
tukaj do konca tedna ne pomijo posode. So rekla. Težko. Ali bo pobral 2 zmagi? Bravo, bravo. Odlično. Peti sem! Tole prvi, zadnji! Matej, dve nagradi danes. Okej, fair. Zmenjeno, kaj smo se zmenili? Da ne povija Kaj prvi ne pomija posode do konca tedna. Zmenjeno. Ostali pa ja. Vsi smo se zmenili, kot na vrhu hriba. Zelo dobro ste se potrudili, čestitke vsem. To ste prav konjčki ste dirkali, konjske dirke. Poj pa mi, čisto itak pomijamo. Iz velike ronce. Oni tako ne ruza so. Ja, ne, mi za. On me ide. Zdaj pa šprinda. Drži, ne? Se smo opozorili. Si hotel biti malo hiter, ja? Ne, sam tukaj je lik lan, si pol metra. Ja, kar počasi, res počasi. Nisem lik lan na konc padil. Ne skači, kolega, počasi sem rekel. Pazi, ker so kamni, ker se kotalijo dol. Res, korak za korakom, lepo varno, lepo prosim. Lik od zad prišli, pa so sam tako. Kje imamo mi tabora? Da ne bi kdo tekel, prav? Mi imamo tam dol tabor. Se spomniš, ker smo mi prišli po tej Kje, poti. po tej cesti smo šli od spodaj, ne? Ja. Prejle. In specialci se nikoli ne vračamo po isti poti, se pravi tudi po tej poti ne bomo več hodili danes, bomo šli čisto po eni drugi. Zato ker, kot sem rekel, specialci se ne vračamo nikoli po isti poti nazaj. Kar pejte se malo bolj v stran, se maknite, da še ostali pridejo. Kar počasi, kar počasi. Je bilo naporno? Ne. Niti ne, je šlo? Si ki padla, nisi? Dobro. Kako je šlo? Dobar. Počasi, ej, ne teč mi, ej. Ne teč, ker se ne boste mogli ustaviti. Počasi, kolega. Ne teči, počasi, korak, lega. Lepo počasi, počasi. Kako je šlo? Dobro, ne? Evo ga, je šlo? Si padel? Ne. Pa to je prav, se tako mora biti. Ja. A ne? Kar počasi, lepo. Varnostno razdaljo imejte, prosim, kolegi. Ne preblizu hodite, če kdo pade, da ne spodrste še komu drugmu, a ne? Vezalko si zaveš, prosim, da se ne boš potaknil. Kar takoj. Hej, kolega, stavi se. Tako, ja. Odlično. Ti kje spodrsnal? Ne. A si padla? Ja, sem se ujela. Si se ujela, ni bilo nič hudega. Ok, super. Kar počasi. Evo ga, specialca. Evo ga, kako je šlo? Ustav se, ne teč, ja, tako. Kar počasi, ne mudi se, počasi, lepo prosim, počasi. Kar korak za korakom, lepo, varno, počasi, tako. Je strmo, ne? Ja, vem. Kar počasi, lepo. Kako smo rekli. Evo, pogumno. Ne tekati, ne smete tekati.
Kakor slišim, evo, so nas ptiči posrali. Lastovke so to, ki so prišle loviti mrčes, evo jih. Koliko jih je, ne vem, če se vidijo na posnetku. Ampak, a so koga pokakale? A so koga pokakale? A res? Tle je ful spolsko pa ful strmo. Okay? Ojoj, poglejte to. Res nujno, da ste na razdalji. Ne vem, če se bo ki videlo, ampak jih je res ogromen. Kar od nekje so se vzele. Očitno dosti mrčesa tukaj. Ne smete laufati, kar počasi. Korak za korakom. Step, ne teč, ker se težko ustaviš pol. Kar počasi, tako ja. Prosim. Pojdi, lej tukaj, kar v grmovje. Ej, držiš razdaljo. Kako je lepo. Res je lepo. Ja, seveda, izvoli. Ne sprašujte me, če greste lahko, samo pejte, samo povejte, da greste. Da vem, da ste šli. Kar malo večjo razdaljo, kolegi. Ne se tukaj nabijati. Malo večjo razdaljo imejte med sabo. Kar počasi. Tako počasi, evo ga, super. Zdravo, je šlo? Ja, je šlo. Odlično. Opa. Kar počasi. Majhne korakce delaš, ja, super. Evo ga. Si cel? Ja. Odlično. Ej, večjo razdaljo držite vi, počakaj zdaj. Kar počasi, zdaj ne teč tukaj, veš, še vedno, pazi, ja. Počasi, nič se ne mudi. Lega, počasi, kolega, počasi. Vsak korak ne bo stabilen. Rdeči malce, počakaj. Ti kar pej. Vsak korak ne bo stabilen, pa držite se še malo za veje, ki jih imate ob strani, a ne? Kar počasi. Evo jo. Super. Počasi, ne tekaj, prosim te, hvala. Ne tekamo tukaj, lepo prosim, ker je še vedno strmina do konca dol. Ja, ni tukaj zdaj, ampak previdno, lepo prosim. Kar počasi, korak za korakom lepo, ne teč. Počasi, kolega. Bravo, pogumno. Ej, tukaj lahko zdaj hodimo, a ne da? Tukaj bomo hodili lepo, ja, seveda, kaj pa si zdaj počel? Si zdaj prevozil? Sedmi? Hecam se. Tukaj bomo šli dol takole cik-cak, tako da bi smučali, veš, ne bomo šli strmono vzdolj, ker je... Moj brat je šel, pa sam se vrtel, pa bi dol že padel. Lej, tako smo visoko, a ne? Skor... Ja, kaj je ena slika, a ne? Meni gleda bolj tako, da bi... Ta drevesa zgleda, kot da so nekaj narisali. So mehni avtomobili, a ne? Evo, to je pokalica. Čakaj, da vidimo, če se bo kaj slišalo. Malo se sliši? Jaz rečem temu divji poped. Divji poped. Divji popek. Kaj pa imaš ti še tukaj? Šopek rožic. A poznaš to, da so to divji nageli, povohi, kako ti beli, kako dišijo, povohi? Te bele povohi. Povej, po resnici, če dišijo. Ja, zelo. A ne, de? Ja. To so divji nageli, dej. Zelo dišijo. Ja? A ne?
Kako ste mentori, ste v redu? A? Vsi celi, zdravi, živi? Vrhunsko. Kaj se enkrat? Seveda ste. Ok. Počasi, prosim, a ne? Vedno počasi en po eden, prav? Ste v redu? Ok. Zdaj bomo šli počasi za mano in bomo šli cik-cak po smučišču dol, da ne bi koga videl, da teče, ker se ne boste mogli ustaviti in je veliko kamenja tukaj, se lahko glavo razbijete, če bo kdo tekel. Nihče ne teče, jasno? Odlično. Hodite za mano, velja? Ok, vojska, gremo. Počasi. Ej, budeče roža. Pokaj ti bomo. Ej, stari, ne se prijemati nas. Kaj je zmagovalec? Pokaza pesemco, ki si zmagal v igri Sever-Jug, Vzhod-Zahod. Poštena? Ja. Poštena? Zdaj se ga bo pa zdaj. Če boš videla mene vrkega, pa mene mene. Ja, je, no. Rekam vam jaz, ker sem eno bubo od pajka pobral nekje. Wow. Le eno bubo od pajka sem pobral nekje po nesreči med roko. Dal nazaj v travo, ne, kaj pačimo. Jaz sem podržal na to rože. Eno gre tu gre naprej. Ne. Zdaj pajk te ustrelil. Zdaj bo Spiderman. Še vedno je bubo Spiderman prišel. Spiderman, kaj dela? Pa res, lejte noče dol. A lahko še me date. A če je zaljubljen vate. Mogoče pa res. Ajde, gremo. Aha, še pred tem. A vi ste umorili. Koga? Ja. A veste, kaj je tisti objekt tam od zadju, pod gozdom? Tam je mogoče kamnolom ali še v sanjih. Zgleda, da je kamnolom. A veste, to je bila stara vojašnica. Ja, stara vojašnica. Na blokah. A vidimo. Zdaj imam pa jaz bubo. In tukaj sem bil jaz leta 2001 še stražar. Potem so še en teden za nami prišli še eni vojaki stražati, potem so pa vojašnico zaprli in je zdaj postala industrijska cona. In tam na levi strani vidimo eno sivo stavbo, tam je žaga notri in ostali del je pač zakupljen od zasebnih lastnikov in pač imajo industrijsko cono noter. Tle spodaj pod nami so pa velike bloke. Čakaj. Priključi! Ej, tam se nekaj premiti. Kaj pa? Kobilca. Ja, pa poglej, koliko velika kobilca. Ful velika. Lejo. Ful velika. Lejo. Čakaj, kam je šla? A lejo. Ful velika. Lejo. Ne. Lejo, koliko je velika, lejo. Lejo, to kobilca. Ta pa je kobila, ne kobilca. Hello. Zdravo. Kaj boste povedali za vaše starše in ostale gledalce? Kaj ste se danes novega naučili? Vezati strave vrv. Pa kaj še? Pa spod umirati. Končno sem enkrat. Kaj pa so včeraj se naučili? Ste zakurili ogenj s kresilom? Pa kako narediti bivak? Ste ali niste? Ja ste, itek da ste. Kako narediti bivak? Pa bivake ste naredili? Pa prva skupina je zmagala. Hudo. Druga mora pomiti. Kako se naredim šotorovke plašč? Bravo, danes. Ne šotorovke, šotorke. Šotorka se reče, nič hudega. Nič hudega. Eni še to ne vejo, ne? Ne smete se kotaliti, ker je polno kamenja še po travniku. Tukaj, torej res si ne želim, da bi kdo za rebrija pa z glavo usekal v kakšno skalco, ker si boste razbili to, vaše telo. Ali kot tečemo? Ne tečete, sem rekel, lepo gremo počasi, dol,
Da ne bi kdo tekel. Resno vam povem. Poglejte, koliko je skal po travniku, boste našli hiter. Kar počasi ne teci. Ne teci, sem prosil vas lepo. Ne, prosim vas, da ne tečete, da ne bo kdo se spotaknil, pa si razbol karkoli. Počasi. Čelo stoj. To prvi se ostavite, prosim. Kdo hodi prvi? Kdo hodi prvi? No, zato ker vem, kam gremo, kje treba zaviti. Ne gremo po isti poti nazaj, sem vam povedal. A sem povedal? Ja. V roki imamo en kakec. A kdo ve, čigav je? Kdo je rekel jelen? Bravo. Od jelena je. In če ga dobro pogledamo, če ga stisnemo, vidimo, da je noter ogromno enih vlaken. In ta vlakna nam pomagajo. Kaj fuj? A kje smrdi? A se upa kdo povohat? Ta kakac je že star. Jaz sem našla še enega. Probujem. No, povohi, a ta kakac kje smrdi? Ne. Iskreno povej. Ne. To ni kakac mesojecu, to je kakac prežvekovalcu, se pravi tisti, ki jedo samo travo. In ta kakac damo v lepilo, kadar delamo lepilo iz smole. Se pravi, damo eno enoto kakca, eno enoto zmletega oglja in 2 enoti smole in dobimo betonsko lepilo. In ta kakac pomeni, da se ta smola po oglje med sabo zelo dobro zvežeta, ker so take drobne nitke noter, če vidite, gledalci. A lahko vidim? Ja. In oni to vse prežvečajo, to travo, in potem, a kje smrdi? Ja. Da iskreno povej, a smrdi? Ja. Po čem? Po travi. Po travi v... Po mrvi, ne? Tako. Pač, ja, potem. Ja. Ja. Laris, jaz sem najdu... In to potem uporabimo, kot smo rekli, za izdelavo lepila. Velja? Bomo spravili? Spravil? Ja. Laris, le kaj je bil. To si roke pol opereš in nič ne smrdi, kot smo rekli. Velja? Laris, to... Ne povem. Kaj bi rekel? No, daj povej. Kaj vidiš pred sabo? Kaj vidimo? Kaj vidimo? Ja, proti bloku moramo iti, ampak gremo tle po levi strani grmovja gor. A prav? Naravnost do unga drevesa, ki je tle za tem grmovjem. A ga vidite? Ja. Se pravi, skozi ob tem grmovju do unga drevesa in pol po poti do bloka. Velja? Dajemo se pod staro žičnico oziroma vlečnico. Tle je bilo sidro, se gor za na lisec. Počutje, še vedno v redu? Ja. A je bilo naporno s hriba dol prijeti? Niti ne to. Ja, malo drugače, ne? Kaj pa za v hrib pa ni bilo prestrmo, a ne? No, super. Super. Lepo počasi pa greš. Vreme imamo, super. Se vračamo pod dom pod Liscem. Zaspal, a? Seveda imate čas. Za nami vidimo goro, oziroma hrib Blošček. To je najvišji vrh na Blokah, to je ta desni hrib, a ne? 1061 metrov je visok nad morjem. In to so naši člani, ki malo zamujajo. Aha. Enega imamo, ki ima malo poškodovan gleženj, nič hujšega, starši. Fant je že vsega hudega navajen, je rekel. Baje se mu to stalno dogaja. 531.802.
No, da vidimo šopke. Ja, šla pa vidim, to ne na eni nosi vsem, ker jaz bom začela laupati, bi laupala do... Do Lisu. Ne, naj gre do Ljubljane. So pa poročni šopki, ali kako? Ja, mogoče, ne? A? Kjere se bo... Gaja, se boš ti poročila? Na taborniški poroki, no. A dej, no. Rabimo kakšno... Rabimo kakšnega... A ja? Opale, a tako? No, pa imamo eno porokico. Gal pa ne vemo. Gal ni bo. Gal še ne ve za to. Gal, si slišal za poroko? Ni šans? O? Specialc? Ne? Če je ne, okej, velja, okej. Oh my god. Mi smo videli tako kobilico. Ja, verjamem. Tukaj je bila velika. Ja, bloške kobilce so ogromne. Kdo bi se pa poračal? A smo? Ja. Gremo počasi na večerjo. A ste se imeli lušten? A? Pridem do bloka, stisnite, subscribe pa like. Počasi, ne se mi... Kdo hodi prvi? Tako je, jaz hodim prvi. Hodite za mano, ne hodite levo, desno, hodite po poti, da ne bojo kmetje hudi, je prav? A ne, Jernej? Ti si pa čist moker, a? Ujel eno takole kobilico, pa Ja. še eno takole. Šte? Eno smo pa tako videli. Ja? Jernej, a ne je bila taka? In je bila strupena. A je imela un zadek tak, podaljšan. Ja. Veš kaj? Mogoče mi pa ta pero prinesla srečo. Mogoče. Veš kaj? Kolega, ne delamo tega, prosim. Tukaj ne. Vem, da sta kolega, ampak prosim, ne se garbati. Pa veš kaj? Povej. Imela je škole neki, naša imela škole, malo bi ljudan. A ni tako, da strupene kobilice ne obstajajo? Saj ni strupenih kobilic. Griza ne trenira. Pa te bodičke, ki mi gorke se ne A Đuka trenira. Torej, v bistvu bodo mati.